moja današnja tema, zagotovo leži ali pa ima eno odlično izhodišče v knjigi Petre Guček. Petra je spregovorila o posvojitvah, tako svoji osebni, posvojitvi svojega otroka, svoje hčere, kakor seveda tudi kot, a rečeva, da je to lahko ena biblija razumevanja in, dojemanja sveta, ki še vedno na trenutke se zdi zelo tuj, ne, pa vendarle tako zelo blizu, ne. Te posvojitve, dober dan, dobrodošli, te posvojitve so sestavni del naših življenj oziroma veliko otrok, več kot bi morda mislili, ne, je posvojenih oziroma v naših družinah na drugačen, neklasičen način. Kako se vam zdi, kje je vaš prvi stik, Petra, s posvojitvami? Vi ste sama pedagoginja, ne? Ja. A bi rekla, da je ta tema bila že prej delno v vas, pred svojo lastno zgodbo? Ne. Ne, jaz si nikoli nisem mislila, da bom posvojila. Ampak se je zgodil ta proces, zato ker pač nisva zmogla z možem imeti svojih otrok, ni se uresničilo to in potem začneš iz želje, da bi poskrbel za nekoga, da bi bil končno starš, ne, začneš iskati druge možnosti, ne. Ampak, a bi rekli, da je veliko prepričanje ali pa prepričanje mnogih: "Ne, posvojil pa ne bom. Ne, tudi ko pride do spoznanja, da ne moreva s partnerjem imeti otroka, posvojil pa ne bom." Jaz nisem govorila z mnogimi pari o tem, ki pač niso zmogli imeti svojih, bioloških otrok. Nisem govorila, ampak bi lahko rekla, da en delež pa. Ker je to neznano področje, tuje, tudi za mene je bil velik izziv. In, gotovo se moraš kaj podučiti o tem, pa nekako se pripraviti na to, ne. Ni to kar tako, da ti sprejmeš otroka v svoje življenje, ki ni tvojih korenin, ne. Imaš tudi malo etična, moralna vprašanja, ne. Tudi, o tem je bilo, govora, ne, kaj pa če imaš svojo žensko zdravo spolno celico, pa greš ali pa, Obratno, ne. je torej seme od drugega moškega, je to meni sprejemljivo? Ne, a mi je sprejemljivo v svoje življenje sprejeti otroka iz drugega okolja, romskega otroka? Midva sva posvojila iz Afrike, ne, tudi to je kar izziv, še vedno. Ampak bi rekla, da je družba še vedno tukaj zelo rezervirana oziroma, ne, jaz se spomnim situacije, ko smo temnopoltega otroka videli na ulici, ko je to bilo vendarle nekaj nenavadnega, ne, ko je to bilo nekaj čudnega, tujega, ne, neznanega. Ljudje se itak bojimo neznanih stvari, a ne. Ja, tudi smrti. Ja. A je odločitev, bila težka tudi zavoljo te odločitve, da gre za, temnopoltega otroka? Ja, ni bila enostavna. No, če se navežem na to, ne, da si lahko videl že v preteklosti Afričane v naši deželi, ne, to je pač Tito malo ustvaril z neuvrščenimi, ne, to bližino in so prišli k nam študirat, ne. Zdaj so, ne pridejo več toliko študirat, kot so priseljenci, ne. Toda v širšem prostoru, je na neki način negotovost, pa hkrati tudi včasih mržnja do priseljencev, ne, tudi temnopoltih. Prisoten je tudi strah, ne, ker pač nimamo izkušnje z njimi, ne, in neka prepričanja ljudi, bom rekla, predsodki ali pa tudi stereotipi, ne, da ne vem, kaj jaz vem, mogoče pa temnopolt človek pa drugače živi, pa je bolj divjak, pa kriminalec, ne, pa terorist, ne, ali pa za osebe, ke nosijo hidžab, ne, torej za, Etikete dajemo, ne. Ja, in tukaj se pač poraja strah, potem je pa deloma mediji k temu pripomorejo, pa tudi naša politika. Tako da moram reči, da jaz imam stik z mnogimi posvojitelji in posvojiteljicami, predvsem tistimi, ki so posvojili iz Afrike, ker imamo enkrat letno srečanje, teh družin in si izmenjavamo razne izkušnje in moram reči, da sem šokirana bila, ko sem ugotovila, da je v Ljubljani manj sprejemljivo okolje za temnopolte osebe ali pa naše otroke kot izven Ljubljane. Kar bi pričakovala ravno obratno, ker vodilo za naju je bilo, najprej je bilo pomislek, ne, kako bo temnopolt otrok v našem okolju.
kako bova medva s tem. Potem so pa nekateri prijatelji rekli, pa ne, pa se jih je že veliko v Ljubljani, ne, vi v Ljubljani živite, to pa res ne bo problem. In sva se odločila za to, ampak ni ravno temu tako. No, Ljubljana je lahko zelo, zelo konzervativna tudi zaradi tega, ker se zdi, da ni, ne. Deluje odprta, Da. zares pa še ni pripravljena na tako mislim, zadnjič sem spoznala dva odrasla, mlajša odrasla, ki sta indijskega porekla in so živeli v Londonu. In sem z njima se o tem pogovarjala in sta rekla, ne, v Londonu pa ni tako. In je bila šokirana ta ženska mlajša, s katero sem se pogovarjala, rekla, v Ljubljani je pa tako. Pač naša družina sprejema različne pripombe. Opazke, prijazne, manj prijazne, tako da mi se učimo prepoznati intonacijo, vsebino, ozadje, take nianse in se učimo reagirati na to. A vidiš, kako sva šla nekam, ki je že posledica te odločitve, a ne? Ampak mogoče, če mi dovolite, najprej pravzaprav mogoče intimno, če ni preveč, kako ženska pravzaprav sploh ozavesti tisti trenutek, v katerem pravzaprav sama sebi odgovori na vprašanje, če ne gre po poti, kot je bilo mišljeno ali pa bi moralo iti, kaj pa potem, a ne? Ja. A je to težka situacija, je to čustveno, intimno zelo solo situacija ali je to takoj partnerska situacija? Kako ste sami doživljali to? Ja, gotovo je tudi individualno, ne. Odvisno pač, kakšno, bom rekla, prtljago imaš iz preteklosti, ne. Mogoče bom kar zase povedala. Jaz sem si že po mojem od srednje šole želela postati mama. In sem nekako čutila otroke in potem sem pač postala učiteljica, specialna pedagoginja, ne, kjer delam zdaj na osnovni šoli delam. In ta želja je bila ves čas v meni in to obdobje, ko ne zmoreš zanositi, je bilo zame neko odgovornost sem čutila, ne. Jaz seveda moški tudi pripomore k temu, ampak jaz bom nosila tega otroka, ne. Jaz sem neko gnezdo čutila, da sem za to. In ko ni uspevalo, in ko v bistvu tudi spontano ne moreš imeti spolnih odnosov vedno spontano, ne, to pač tudi načrtuješ, ne, je neka napetost prisotna in v bistvu lahko meni se je zgodilo, da zdaj vem, ko razmišljam za nazaj, meseci, ko sem dobila menstruacijo, je bilo to tudi dnevi žalovanja na neki način, kjer se je sidral nekje v meni v globini, pa upanja hkrati, ne. In včasih si potem zmeden, ne, toliko naredim za to, da bi se to uresničilo, pa še vedno se ne zgodi. Zame je to danes, da ženska zanosi čudež in da donosi in rodi zdravega otroka, zame je to čudež, pa je večinska populacija to uspeva, no. Nam pa ne, recimo medva ne veva vzroka za neplodnost, ne, in je tudi to bilo težko sprejeti. Včasih je lažje z neko diagnozo biti, da sploh veš, kaj zagrabiti, ne. Tako da potem, ko jaz sem tudi zanosila po 3. postopku oploditve in je kazalo dobro do 17. tedna nosečnosti in to je bilo eno obdobje teh 3 mesecev neke sreče in negotovosti, ne, nisem bila mirna, ker je bilo toliko, bom rekla, porazov, ali kako naj rečem, neuspehov, ne, ja, do takrat. Tako da potem, ko je iz neznanega vzroka najin dojenček, poimenovala sva ga Izidor, umrl, mi ni bilo več jasno, kaj je zdaj to, kaj je bilo narobe. Ne, in sem šla, potem nehote se kriviš, raziskuješ, vsaj moj proces je bil tak. Sem rekla, na koncu sem šla že toliko daleč, kaj pa če so moje misli bile, ne, ne, ker ti ni razumljivo, ne. Jaz sem spoznavala na postopkih oploditve ženske, ko je rekla, ja, nimam enega jajčnika, ker sem imela raka tam, pa sem zdaj prišla, ne, v redu, razumem. Pri meni pa nič, ne, ni bilo pri nama jasno. Tako da za mene je bilo to kar obdobje upanj in žalovanj. In ko sva medva se odločila, da pa bova šla v posvojitev,
No, Je to me zanima, ja, ne. ja, Kaj pride pravzaprav kot intimno človek to sprejme, ja. očitno ne gre. A je to takoj komunikacija, a je to takoj debata, ne, a smo sploh sposobni kot dve bitji, ki si vendarle želita družino, razmišljati o posvojitvi? Ja, pri enih parih je že to prisotno prej. Nekateri mi poročajo, da jaz sem že skozi vedela, da bom tudi posvojila, ne. Jaz pa ne, ne. Eni so pa kasneje to. Zdaj tako, ne, jaz sem se trudila, pa če sem bila v preteklosti tudi sama v psihoterapiji in sem vedela, da moram dovoliti si čustva, ne, kolikor lahko, kolikor zmorem. In sem vedela, da moram en del odžalovati. In ne moreš potem takoj, kot da bi rekel, tale telefon se mi je pokvaril, bom drugega kupil, ne, to moraš, neki proces je. Tako da obžaluješ to, da nimaš svojih otrok, da ne moreš potem, kaj naprej, postopek oploditve je bilo zame tudi moralno ali etično vprašanje, ne. Jaz sem si rekla, o ne, a prisiljujem naravo v nekaj, ne, a je to sploh naravno, ne. Jaz sem imela tak proces, no. Potem pa, ko greš čez vse to, pač vzeti si moraš čas, sploh ženska, malo je drugače moški ima drugačno vlogo, ne, in ženske rabimo mogoče malo drugačen pa daljši proces kot moški, ne. Moški je včasih na neki način je noter v tem procesu, pa hkrati tudi ven, ne. Zunanji opazovalec na neki način, čeprav je vpleten, no. Tako da tudi tukaj je odnos To mu tudi omogoča neko distanco, ne, lahko. To mu na neki način omogoča tudi neko distanco do samega vprašanja, ne. Ja, ta distanca je, zdaj vidim, tudi dobra lahko, zato ker da je moški neki podpornik ali pa steber ženski, ko gre, če govorimo o postopku oploditve, ne, tam je za mene to tudi psihološki in telesni proces bil, ne, ker se je zelo veliko hormonskega dogajalo, ne, v mojem telesu, ne, in moški pa ni v tem, ne, in takrat rabiš, ker tudi nihaš v razpoloženjih, ne, takrat rabiš neko podporo pa neko trdnost pa vero pa upanje, no, bom rekla, ne, da ko ti obupuješ tudi. Ja. Okej, ampak v enem trenutku sprejmeva in ozavestiva, da tudi s to pomočjo ne gre. Ja, ja, potem pa rečeš si, želja pa še vedno, ne. ja, jaz sem se spraševala, ali je moja želja ta pristna ali je samo površinska, ne, da bi imela, ne vem, klasično stereotipno hišo, avtodom, ne vem, psa Zlatega in prinašalca, otroka. Ja, in ne, otroka. In sem šla prav k izviru Ljubljanice in sem šla malo meditirati, se malo s sabo pomeniti in sem rekla, a je to to? Ja, to je to. Ne, jaz nič ne silim, jaz želim in potem počasi se začneš odpirati za druge možnosti in se začneš zanimati za to in spraševati naokrog in ko si itak odločiš za postopek posvojitve, pač greš na center za socialno delo. To me zanima zdaj. Ja. Nekaj sva zdaj govorila o tem čustvenem dojemanju, ne, intimnem dojemanju, potem pa pride, si predstavljam, tam neka teta, ki štemplja papirje, ki reče: tole boste rabili, ne. Ja. Tole je treba zbrati, ta dokazila je treba pripraviti. Koliko je pa to en proces, ki je tako zelo zemeljski, tako zelo faktološki? Na neki način ga sprejmeš in rečeš, to bom naredil, da se zgodi, kar jaz rabim. Po drugi strani te pa ti formalizmi, vsaj mene so me včasih jezili, ker delam v osnovni šoli in vidim marsikakšne družine z raznimi zgodbami, tudi težavnejšimi in oškodovane otroke, si rečem, Madoniš, zakaj mora mene toliko preverjati? Ampak preverjajo vse, slečejo te celega, ne samo papirov, ne kaznovanosti. Ti v tistem trenutku, ne, si v resnici na tnalu in dokazuješ stvari, ki jih, tako kot sami pravite, drugi nikoli ne rabijo in nikoli niso vprašani potem. Uradne papirje urediš na upravni enoti in tako še drugje, ne. Poročen moraš biti, vsaj tako, ampak zdaj je že sprememba tega, no. Kar? Ja, za Slovenijo ni več nujno, ja. Tako sem izvedela pred časom, ja. Ja, potem pa sledi test osebnosti. A sem jaz v redu ali nisem? A sem ustrezen?
a sem primeren starš, tudi samo spraševanja imaš, ne? Potem intervju, individualni, obeh, pridejo na dom pogledat, kakšen dom imaš, a je primeren, a bo dovolj prostora, ne? Kar po svoje razumem, ne, da je to preverjeno v dobro otroka, ne, oni naj bi delovali v dobro otroka, ne, ker otroci verjamem, da so zakaj se je ta sistem vzpostavil, ta postopek, ker verjetno se je dogajalo tudi, da je v preteklosti, da je otrok šel v neustrezno okolje, ne, in se je potem to moralo reševati, ne, to v tem smislu verjamem, ne. Ampak se jaz in vi odločiva za otroka, naj jo ne preverjajo, ne? Midva sva pa že dovolj. Samo če v vrtcu opazijo ali pa sosedi težave ali pa v šoli, pa potem se, ne, pa še takrat so razni mehanizmi, ki lahko to zavirajo. Pa finance tudi? Finance preverijo, kakšno zaledje imaš, kaj še, zdravniško potrdilo, da si zdrav, da si mentalno, bom rekla, zdrav tudi, ne, vse take stvari. In to je kar močen poseg v intimo. Preveri se tudi tvoja primarna družina, ne, torej intervju v zvezi s tem. In nobena družina ni perfektna. In je včasih težko govoriti o svoji družini. In zadaj je lahko velik strah. Kaj, če me ne bojo priznali za ustreznega posvojitelja? Jaz pa toliko rabim imeti biti otrok. Pa učiteljica sem, pa dobro želim, ne, recimo, v osnovi, ne, nobenega kriminalnega dejanja nisem naredila, ne, pa kar moram, ne, čez to. A človek kdaj obupa vmes? Ja, mene je ne sicer obup, da bi odostala, ampak ko sva urejala papirje za posvojitev v Gani, to je bil pa zame veliko zahtevnejši postopek, proces, ker Se pravi, naši tle odobrijo in rečejo, ja, sta primerna, in potem pa išče par. Ja, potem pač iščeš možnosti za tujino in centri za socialno delo imajo zelo skope informacije. Torej, to je šlo od ust do ust in midva z možem sva obiskovala izven CSD-jev plačljivo pripravo, strokovno pripravo na posvojitev in tam sva dobila informacije od ust do ust. Še danes me kontaktirajo kakšni bodoči posvojitelji, ki jih ne poznam, da jim dajem kakšne informacije. In potem kontaktiraš odvetnika, vsaj pri nas je bilo tako, ne, kontaktiraš odvetnika v tujini, torej konkretno v Gani, od koder so posvojila. Kje pa je prišla Gana na zemljevid? Ja, mislim, da se je tako začelo. V Gani je živela Slovenka, jaz se ne poznam osebno, ki je nekako to pomagala pri tem sprva. Potem je bil pač vpleten nek odvetnik, no, na koncu so Slovenci šli v Gano, nekateri pari, bodoči posvojitelji, ki so poiskali tega našega, bom rekla, dotičnega odvetnika, da je on to potem urejal. In tako je v vseh drugih državah, neka povezava se mora vzpostaviti strani nas, ne strani strokovnjakov. Ali pa inštitucije, ne? Nimamo agencije. Tle so starši prepuščeni, ampak to je tudi nesigurnost, ne? Zelo. Verjetno, ne? Strah v tem, kaj oziroma na kakšen način. Kar neko na podlagi pričevanj prejšnjih parov, ti zaupaš in greš v to in nimaš druge. In je ogromna negotovost in strah. In otroka še nisi videl, ne veš, kaj, ne, še iz kulturno drugačnega okolja je in Ampak se usedeš na avion, verjameš, da je to tvoja sreča? In greš. In greš. Ne rečem v prazno, v neznano. Hvala Bogu, sem vedno z možem taka, da rada potujeva, tako da jaz nekaj sveta sem videla, no, svet je ogromen, ne. In sem se veselila tudi doživeti Gano, ker sem pred mnogimi leti že imela letalsko vozovnico za Akro, za glavno mesto rezervirano, pa sem šla potem na Tajsko potovati sama. Vesolje je reklo, počakaj, bo Petra kasneje prišla. Ja, verjetno je že bilo namenjeno, ne. Tako da midva sva šla. Ampak sta šla s strahom. Ja, tudi z negotovostjo, saj kamorkoli greš v eno daleč od doma, v drugačno okolje, ne veš, kaj te čaka. Ne, pripraviš se, pozanimaš se, ampak v
bom rekla, v spletu vseh čustev v zvezi s posvojitvijo sva se manj pozanimala o Gani. No, jaz sem nekaj že vedela, ampak vseeno, ne, imaš splet drugih dejavnikov. Tako da mi smo zgolj bivali 3 tedne v Akri, v glavnem mestu, nismo potovali, ker to je bilo pomembno obdobje, da se navežemo. Ko da šla sva na letalo, sva rekla, bomo videli, kaj bo. A vi ste že vedela, da je deklica? Ja, dobila sva od odvetnika njeno sliko in letnico rojstva. To je vse. Potem sva pa prosila, če bi lahko jo, ker so to tudi kakšni drugi pari naredili, ne, mislim, pomagali so nama. In mi zdaj naslednjim pomagamo, ne. Oziroma v Gani je zdaj vse ustavljeno, ampak kakšnim drugim. Tako da je bilo nama svetovano, naj prosva odvetnika, če dajo deklico na pregled, ker sva želela biti pripravljena, če ima kakšno tako, bom rekla, bolezen, da bi v našem okolju morali ji nuditi kaj, ne, posebnega, ne, strani zdravniške stroke ali pa kakšne druge, ne. A to izvira tudi iz strahu, da morda otrok ne bo povsem zdrav? Ja, tudi. Jaz sem specialna pedagoginja in jaz delam z otroki s posebnimi potrebami, ampak priznam, jaz bi težko še otroka, ki bi bil zelo oškodovan doma, za njega skrbela in hkrati službo z isto tematiko peljala. Jaz tega ne zmorem, mogoče kdo drug pa bi. Tako da, ja, in ker sva želela že pred tem, medva sva bila ves čas prepričana, ja, medva morava posvojiti Slovana, to sva skozi govorila. In sva že prve papirje poslala v Moskvo, oziroma ne v Moskvo, pardon, na jug Sibirije, v Barnaul. Nama ni bilo prvič treba iti tja, to sva imela srečo, ne, ker v preteklosti so morali pari 4-krat iti v Rusijo, ne. Sva poslala, ampak nekako sva pol rekla, ne, ta postopek bo pa za naju prenaporen. In takrat je bilo tako, da če je šel otrok v posvojitev iz Rusije v tujino, so morali napisati, zdaj ne vem, kaj je resnica, pri nekaterih je, pri nekaterih ne, ampak njihov postopek je bil tak. Če želijo dati otroka v tujino v posvojitev, mora imeti neko, bom rekla, hujše stanje ali pa bolezen. Pod tem pogojem. Ne, in midva sva bila že, preden sva šla v Gano, malo tudi pod tem vtisom, pa na koncu, saj ne veš, kakšnega otroka boš dobil. Tudi, ko ga rodiš, ne, to sva vzporejala, ne. In greš v neznano in upaš, da bo vse se dobro šlo. In potem pristaneva, 3 tedne sva tam in ta čas se že spoznavava z deklico, Ja. z njeno družino. To je en čas povezovanja. Priletiva tja, takoj naslednji dan že k odvetniku v pisarno po otroka. O moj bog! Ne vem, če sem imela že kdaj tako tremo v življenju. Mogoče pred strokovnim izpitom po diplomi. Ampak test ste očitno dobro prestali, ne? Ja, očitno začetek je bil ja, očitno. Zdaj lahko rečem, najina hčerka je 11 stara, posvojila sva jo, ko je bila že 2 leti stara. Zdaj se kažejo sadovi našega celotnega truda. In hčerke in naju. A bi rekli, da je... A je kaj romantičnega v tem? Jaz zmerom poskušam razmišljati, ja, ko sva odstopila, sva vedela, ko smo se pogledali, smo vedeli. A lahko najdem kaj ker ta birokracija pa to v bistvu ubije en del te romantike oziroma, ne. Gotovo, ja. A ste jo uspeli vseeno začutiti? Ja, posvojitelji imamo različne izkušnje. In je tudi v redu tako. Tako kot mama biološka, ko rodi svojega otroka, se nekateri tudi ne morejo takoj povezati. Jaz bom tako rekla, pri meni je bilo romantično to, ko sem bila dopoldne v službi, v učilnici, kjer izvajamo učne ure dodatne strokovne pomoči in 2 sodelavki še, in dobim od moža mail, torej od odvetnika, mi ga je mož posredoval, slikco najine bodoče hčerke. Romantike je bilo te, da sem zatulila od sreče, se zjokala in nekje v telesu, to zdajle mi gre čez telo, v telesu se mi je premaknilo to in potem
je v meni se začel porajati te fantazije in to sreča in upanje. Pri možu se je pa ta moment zgodil, pa ko jo, mislim, da prvi dan ali drugi dan, ko smo bili v Gani, v stanovanju, kjer smo imeli najetega, v dnevni sobi, mu je zaspala v naročju, ker je rabila telesni stik, in takrat se je on zjokal in rekel: "Lej, zdaj sem pa tudi jaz to dojel, ne." Zdaj nekateri opisujejo tako romantiko, saj ko posvojiš, potem je pa vse v redu, pa ste vsi srečni, pa vse je zadovoljeno, ne. Ne bo držalo. Ne, ogromen prilagajanja, otrok se mora ogromen prilagoditi. Glejte, že ko sva midva potovala v Gano, ne veš, kam greš. Pa je bil, ali pa če greš na dopust, pa mogoče v Sloveniji, pa ne veš, kakšna bo soba, pa kakšna bo hrana, pa kakšno bo okolje, pa mi bo prijetno, ne. Tukaj se že poraja negotovost. Tukaj pa, ko greš v eno daljno deželo, v stik, z nekim bitjem, za katerega moraš skrbeti, potem pa še to bitje odleti s tabo v Slovenijo in se čudi en mesec ali koliko časa gleda okrog začudeno, kakšna drevesa, hiše, motorji, avtomobili, čevlje moram nositi, ne, vse, hrana je drugačna, ker eni drugi ljudje, druge barve so okoli mene. To je ogromna sprememba. Za njo, za hčerko in za naju, ne. A me peljete še majčkeno ta čas, ko ste bili še vseeno dol, pa preden se usedete na ta avion za vrnitev domov, kako ste to doživljali? Kako ste to oba vidva, ne? Kako, ali pa kakšen občutek, kako je deklica to doživljala? Ja, nama je bilo na pripravah za posvojitev rečeno, v začetka seveda bivaš skupaj pa skrbiš, ampak opazujte, kako bo otrok deloval. In jaz sem to vzela zares, sem tudi opazovala, ne, in sem beležila. Hkrati sem se pa morala tudi zlivati že nekako z njo, kakor je šlo, ne. To, ja, pač deklica je bila, bom rekla, taka radostna in bila rada prve dni z nama, pa tako. Jaz sem se bala, da bo jo strah, da bo zavračala, in hkrati, da to zavračanje vzamem v zakup. Ena mešanica je bila. In potem nekako smo kar začeli bivati skupaj. Sicer s spanjem je bilo zelo težavno, zelo se je bala zaupati, pa zaspati, pa spustiti to, da bova midva čez noč zginila na neki način, ne. Jaz sem se vpregla, da sem se zelo potrudila, da sem bila ob njej in ji nudila, kar sem lahko in še več. In nekako smo vzajemno začeli nekaj graditi. Preden smo šli pa v Slovenijo, smo pa seveda začeli pakirati naše kovčke. In takrat deklica zajoka z enim drugačnim jokom. In meni je počasi začelo rtati jasno, da se je ustrašila, da bova odšla brez nje. Spet, ne. Ker ona je doživela zapustitev s strani bioloških staršev in potem je bila v sirotišnici in še zapustitev sirotišnice. In če se navežem na naš let iz Gane, še zapustitev svoje rodne države, ne. To je tudi en tak poseben moment bil. No, in takrat, ker pač nismo govorili enakega jezika, oziroma deklica mi rečemo, da je še čeblala, ne, še ni tako artikulirala, niti rodnega jezika, torej iz njene vasi, niti angleškega, ki je uradni jezik Gane. Čeprav je bila 2 leti že stara, sem ji začela risati. Tale hiša, kjer mi bivamo, pa druga hiša, kjer bomo, pa naše 2 muca, ki imamo mačka doma. In sem ji začela risati, kako bo ona, da bo vse nas 3 skupaj, da gremo drugam. In na mucke se je pol priklopila nekako, da je pol malo dojela, pa še vseeno je bilo težko. Jaz sem rekla, le, tvoj kovček, moj kovček, od očja kovček, ne, vse to sem ji pokazala, ampak to je premočno, to je taka grozota verjetno bila v njej. Tako da ja, potem smo pa skupaj odšli na letališče. A prej administrativnih pa teh pravnih zadev tam se ni nič peljalo, oziroma bi se lahko takrat še kaj zakompliciralo ali ne? Ja, ves čas se malo treseš. Dokler nisva dobila sklepa slovenskega
A je bilo okrožno sodišče? Jaz sem to malo možu prepustila, meni je bilo to že preveč zmešanarije, teh formalizmov. Mislim, da sklep sodišča slovenskega, takrat sem si vedela, ok, zdaj pa najna. Zdaj pa lahko spustim, samo še uredimo, smo takoj dobili davčno številko, pa zdravstveno izkaznico. Ja, to znajo takoj zdaj. Ja, to. Tako da ja, nekaj formalizmov v našem postopku je bilo še pridobiti neke mednarodne uverbe pa strani, mislim, da sodnice, kako, to sva še čakala. Ampak potem postopek za nami, to se je kar skozi malo spreminjalo. Eni so imeli že potni list, istočasno, ko so bili v Gani, mi ga še nismo imeli, tako je negotovo, sploh ne poznaš tega, kaj bi naredil. Ne. Vsi se lovijo, tudi uradniki. No. Tudi naši, z našim ministrstvu za zunanje zadeve so bili zelo pomočni, no, bom rekla, zelo so bili naklonjeni. To, da vsi smo se malo lovili. Tako da hkrati pele še neke formalizme, ti si poln čustev kot mama, zdaj sem pa kar mama, ne, sploh ne dojameš najprej tega, pa z otrokom se ukvarjaš, pa odnos z možem, ne, to je vse skupaj en miks. Ne, ni enostavno bilo meni peljati vse to. In potem stopimo, 2 muci čakata. Ja, čakaj, kako je že bilo? Ja, pridemo domov in hčerka spet presenečeno gleda okrog sebe. Stanovanje je drugačno, kot ga je bila ona navajena. Ne? Spet probaš preko živali, ampak deklica je pač glasna in se naš maček ustrašil. Aha. In je šel stran, pač ni bilo tak stik. Zbežal. Ja, tako pač bilo. In potem, kako je že bilo? Ja, jasno, utrujen, je že zgane, neprespani, ne, vsi. In jaz spomnim se, ko smo prespali prvo noč in se zbudimo zjutraj, približno 20 minut, pol ure potem, ko smo se zbudili, deklici, bilo že zelo hudo in je že zelo jokala in kričala. In ta nemoč, ko ne more, imaš znanje, pa nekako si upremljen, mogoče tudi psihično se primoraš, da boš zdržal pa vse, ampak ta nemoč, ko ne moreš svojega otroka na noben priučen ali pa intuitiven način pomiriti. To je bilo meni zelo težko. Je noter v tvoj boj, ne? Ja. Tvoj intimen boj s tem, Ja. bom kos. Tudi biološki starši poročajo o tem, joka, pa ga ne morem pomiriti. Takrat ti pritiska na tvoje rane in tvoj živčni sistem. In v enih trenutkih ne moreš biti umirjen in se srečaš, bom rekla, s svojimi demoni, ali kako ne ti rečem. Samim seboj, ne? Ja. Tudi verjetno tako oče kot mama oba doživljata vsak po svoje, ne? Te Ja, iste situacije oziroma te iste vzgibe, ne? Tudi kasneje, ne, pride pač ženska ima tako vlogo v družini, moški drugačno in pride do nesoglasij glede pristopa do otroka in še to usklajevati. Mi da z možem sva še skupaj seštejem, ne vem koliko ur, ampak ure in ure pogovorov, refleksij in usklajevanj, kako bi naprej postopala z otrokom, da bi bilo dobro za njo, pa za naju, pa za nas vse. Ne vem. Jaz sem tudi tak bolj analitik, no, bolj psihoterapija me zanima, ne, pa še pedagog sem, ne, in sem tudi kdaj pametovala, nič ne rečem. Pa vsak svojo zgodbo iz svoje družine, s svojim vzgojnim pristopom, še to je, ne, usklajevati treba. Potem se hčera takoj zveže v vrtec, takoj, ali se mi zdi, da je to bilo drugotnega pomena, ta socializacija izven vajne družinske celice? Če bi jaz lahko odločala, bi za posvojenega otroka, že biološki otrok ima 1 leto, ne, pač je na porodniškem dopustu z mamo in tudi z očetom nekaj časa, ne. Za posvojenega otroka bi pa gotovo 2 leti morali biti, ali pa mogoče celo dlje. Jaz sem imela takrat, zdaj ne vem, kako je zdaj, ampak mislim, da je daljše obdobje, 9 mesecev starševskega dopusta. Ne vem, a je moj mož, zdaj se pa ne spomnim, je tudi imel nekaj, ne spomnim se. Absolutno prekratko obdobje. Ampak še preden se je ta čas zaključil, je bil že mislim, mi smo morali hčerko do konca marca, midva sva jo dobila 18. avgusta, do konca marca je treba že prijavo v vrtec
da ne zamudiš tega roka, nekako tako naju lovili, da je šlo v bistvu že po prej kot je preteklo 9 mesecev, je bila ona že počasi se uvajala v vrtec. S tem, da je ona že prej težno kazala po stiku z otroki. Mogoče je malo kulturno pogojeno, ne. Ona je bila celo življenje med otroki, ne, in v vasi, ne, se vzgajajo vsi otroke. Večinoma v Afriki je tako, ne. Tako da medva sva vedela, da je ta njena težnja in sva rekla, ne, mogoče pa res v vrtec, mogoče za krajši čas. Bomo videli. Tako da načeloma se je v vrtcu hitro vključila, imela pa še svoje, ne, težave, težko je zaspala, kdaj je polulala se, kdaj je kaj bruhalna, ne, feelingi, s čustvi povezane stvari, pa tudi, pač, ker je bila podhranjena, šlo za prenajedanje, ne. In so bili še drugi procesi zraven, ne. Tako da, ko sva medva dala v vrtec, sem bila jaz tako na trnih, kako bo ona zaspala. In ko me je prvič vzgojiteljica, ko je prvič tam smo se dogovorili, da bo prespala, spala tudi, me vzgojiteljica pokliče in reče: "Vaša hči je zaspala." Meni so se solze vlile, ker smo ves čas, odkar sva jo dobila, se mučili s tem, da bi se umirila, da bi zmogla zaspati in se spočiti. Tako da ja. Se zdi, da ne, jaz se velikokrat, ali pa v svojem delu se velikokrat ukvarjam s to epigenetiko in zapisi, ki jih prinašamo, ne, in ko v bistvu v svojo družino, v svoje gnezdo pridobiš, vzljubiš nekoga, ne, za katerega sploh ne poznaš in ne veš, kaj nosi s seboj, ne, verjetno je to tudi nekaj, s čimer se bo deklica ukvarjala celo življenje ali pa raziskovala celo življenje, ne. So ti izzivi verjetno še močnejši, še zahtevnejši kot tam, kjer se nam zdi, da jih poznamo, oziroma da poznamo stvari, ki jih nosijo, ne. Kaj pa potem šola? Se vam je zdelo, da ste vi bili že toliko logični, toliko sami sebi logični, da ne vidite več takih prelomnic? So. Ja, naši otroci, mislim, zdaj nasploh govorim, ampak dobro, bom rekla za najino hčerko, težko sprejema spremembe, ne. Vsaka sprememba je negotovost, ne, in prehod iz vrtca v šolo je tudi en korak v negotovost. A bom sprejeta, a bom ljubljena, a bom priznana, a bom razumljena, ne, ali bom me kdo zafrkaval, ne. Ja, malo drugače je v šoli. V vrtcu so otroci mlajši do 6. leta, ne, starosti, v šoli so pa tudi starejši. In iz ust starejših prileti tudi kaj primernega ali pa sočnega, pa neustreznega. Tako da medva sva hvaležna, da so res učitelji v šoli, v Ljubljani je v šoli, v tej šoli zelo razumevajoči, sprejemajoči, trudijo se. Tudi če pride do kakšnega rasizma predvsem strani otrok, no, preprečujejo to oziroma reagirajo. Tako da ja, prvi mesec 1. razreda je bil zahteven, manj spanja, več nemira, več čustveno-vedenjskih izbruhov, večji najin output za njo, da pomirjava sistemni, bom rekla, družinski in hčerki, ne. Potem pa pride do ugnezdanja, potem pa spet prehod v naslednji razred, katera učiteljica bo, ne. Tako da midva sva to poskušala blažiti z pripravami hčerke na te spremembe, absolutno pogovor o tem in materialnih pripravah, šolska torba, vse te, da je tak obred, in prošnja učiteljev, če se lahko prej dobimo, preden se začne pouk, da razloživa, za kaj gre. Najina hčerka ima tudi dodatno strokovno pomoč v šoli, no, tako da ima tudi tukaj malo bolj individualen pristop, no, ki ga potrebuje, ne. Tako, zdaj pa bo se začel 7. razred, ne. Ke bo spet pa izziv. naš šolski sistem s temi božjimi točkami. A je to izziv?
Ja, zanjo. midva poskušava krepiti jo, da naj naredi to tako, kot zmore. Je zelo prizadevna, tako da včasih jo poskušava še malo pomirjati za šolo, no, mislim, iz teh vzgibov, ne, biti uspešen, ljubljen, priznan in tako. Izziv bo, ker je pritisk vrstnikov in okolja. Ne, a bo zdaj, bom rekla, padla v ta tornado ali ne? Bomo videli. Midva poskušava ne pritiskati na njo, hkrati pa ji razložiti realno situacijo, da pač za srednjo šolo je tak sistem, potrebuješ to. Potem bomo pa videli, da bomo že našli nekaj, kar bo. Nekaj bo, vse smo ekipa. Ja, tako. Rešitev bomo že našli. Petra, kaj jaz najdem? Ne, mi to danes se mogoče nisva zaradi vaše osebne zgodbe nisva dotikala rejništva, ampak ta knjiga govori ne samo o posvojitvah, ampak tudi o rejništvu. Kaj jaz najdem, ko to knjigo po svoje vzamem s police? Kaj najdem v njej? Ja. Neke osnovne smernice ali pa znanja. Jaz sem rekel Biblijo za te faze. Se vam je zdelo, da ste izhajala iz te neke osebne izkušnje, intimnega doživljanja ali bolj iz te neke širine, kaj vse je dano in vedeno o tem? Ja, jaz, če bi želela Biblijo napisati, bi imela vsaj 1000 strani. To je pač prva knjiga v slovenščini, s pomočjo katere sem neka znanja poskušala zajeti. Deloma sem tudi vpletla svojo osebno izkušnjo, ampak predvsem me je vodil tokrat to, mogoče kdaj v prihodnosti kaj več nadgradnjo tega, predvsem to, da v slovenskem prostoru ni v slovenščini toliko knjig ali pa nobene, v tujini jih je ogromno, in da imajo sedanji in bodoči posvojitelji ali rejniki nekaj za v roke prijeti. Nekaj, kjer sem se potrudila, no, po svojih zmožnostih združiti različne vsebine, ne, katerih se dotikaš ob tem, ko si posvojitelj ali pa rejnik. Zdaj, jaz nisem nikoli bila rejnica, tako da jaz nimam pravice karkoli v zvezi z rejništvom pripovedovati. Moram pa reči, da spoštujem rejnike in je to zame bi bil poseben izziv in jaz priznam, da ne zmorem biti rejnica. Jaz ne zmorem te možnosti, da bi se morala kdaj ločiti od otroka. In polno predati, kar bi se, ne, pač jaz to priznam si, ne. Tako da, ja, vsebine so v zvezi z značilnostmi naših otrok, v zvezi zdaj v psihoterapevtskem področju je Slovenija majčkeno še za tujino, ja. Tako da jaz sem bila srečna, ko sem odkrila področje kompleksne razvojne travme. In naletela sem na ameriško psihoterapevtko Nancy Thompson, ne, ali kako je, jaz upam, da sem pravilno povedala. Ona se je pa ukvarjala z reaktivno navezanostjo. Jaz sem ta izraz prvič na spletu našla. Jaz sem začela to brati, sem bila hvaležna. Wow, končno nekdo piše o nekih podobnostih, ki se dogajajo pri moji hčerki, ker tudi pedopsihiatri ali pa kakšni drugi terapevti v slovenskem prostoru mi niso nikoli teh stvari razlagali. Najina hčerka ima motnje hiperaktivnosti, torej motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. To poznam iz svojega strokovnega področja, ampak kaj še zraven? Tudi to, ta njena, bom rekla, motnja, reče se motnja strokovno, ne, čeprav je to pač nek drug splet, nek izziv, ali kako ne rečem, ne, značilnost, ni prirojena. Sem jaz pol ugotovila, da je pridobljena in jaz to ugotavljam pri nekaterih mojih učencih tudi. Nekaterim je prirojeno, nekaterim se pa zgodi bom rekla, ne pomočjo, v spletu drugih dejavnikov. Situacije, ki se jim zgodi. Ja. Kako se kaže? Mislim, kaže se, torej, če je pridobljena ali prirojena, ima zelo enake značilnosti, ampak jaz sem pri najini hčerki opažala, da ne gre za neke tipične značilnosti, ker je zmogla neke pozornosti vseeno.
nek splet dejavnikov, še psiholoških je bil zraven. Tako da od slovenskih strokovnjakov žal nisem dobila tega. Hčerka obiskuje igralno terapevtko, torej zdaj vsaj 4 leta enkrat na teden, zdaj enkrat na 2 tedna. In to je zelo dobrobitno, ker smo zelo hvaležni, da je se podučila tudi o teh stvarih, o posvojitvi in ima tudi več posvojenih otrok v obravnavah, ne. To redko kateri terapevt zmore. Mimogrede, tudi starši lahko najdejo, bom rekla, zanesljive spisek zanesljivih in preverjenih terapevtov pri nas in strokovnjakov drugih v tej moji knjigi, no. A je ta vprašanje, ne govorim zdaj za vas specifično, ampak a je ta vprašanje identitete, kdo sem, kje sem, vedno vprašanje, čigav sem, ne? Ja. Kaj pa moja primarna prava družina, ne? Ja. A je to legitimno vprašanje, ki mu Je. namenjamo dovolj pozornosti? Ja, zdaj bo od vsake družine posebej odvisno, koliko, ne. Pač v naši družini je, ja, karkoli je dovoljeno, vsa čustva so dovoljena, vse kakršnekoli debate, ne. Poskušaš varno narediti. Ja, identiteta je močno vprašanje. Sploh, ko si temnopolti, imaš svetlopolte starše, ne. Pa prav tako, če si svetlopolt in si posvojen ali s pomočjo, ali si v rejništvu ali z nadomestno materjo, vedno se sprašuje. Še jaz se sprašujem, pa sem čistokrvna Ljubljančanka, bom rekla. Kje so moje korenine? Kaj so? A je v socializmu ali so v starovercih, ali kje, ne? Naši otroci pa ja, še posebej. A lahko gledamo še en korak naprej, ne? Rekli ste 11, 11 zveni po najstniško. Ja. A so posvojitve lahko tudi izziv za posvojene otroke, ta najstniška leta, ta hormonska leta? Se vam zdi, da z enim optimizmom zrete naprej, kako se boste s tem soočali? Ja, so izziv, odpira se marsikaj, že biološkemu otroku se tukaj morda drugače ali pa še več ali pa enako. Ja, to je priložnost za nadgraditi ali pa zaceliti. In če povem iz svojega stališča, jaz imam kar nekaj izkušenj, že takih večjih izzivov za sabo, tako da najstništvo ne bom rekla, da je enostavno, ampak nekako sem že opremljena, no, do neke mere za to. Pa še se učim. Kljub temu, da sem učiteljica, jaz se ogromno učim. Jaz nisem vsega znala. Kje pa? A ne, ta iskanje, kdo sem, kaj sem, ne, je velikokrat tudi povezuje s tem zavračanjem tega dejstva, kako sem jaz zdaj ta trenutek, ne. Tudi neki, jaz sem lahko tudi boksarska vreča za targetiranje neke jeze, usmerjanje neke jeze in razočaranje in tako naprej. Ampak jaz mislim, da tukaj vseeno na koncu prideva spet do bistva, pogovarjamo se, čim več se pogovarjamo, čim več, ne. Se vam zdi, da je to, ta vaše predznanje oziroma vaša strokovna izobrazba, da je en blagoslov oziroma en balzam za to, tudi uporabljate ta znanja v tem svojem odnosu ali pa tudi na koncu koncev v delu z ostalimi, ki se obračajo na vas? Ja, lahko jih uporabljam. Ampak je drugače v službi kot doma. Ne, doma je druga čustvena navezava. To je tisto, ko sva se prej pogovarjala, ne vem, če bi bila kos v službi in doma, ne. Ja. V Zanimivo. službi lažje razmejim, ne, tukaj sem pa res bolj vpletena. Svoje znanje uporabim, ampak potem je pa malo odvisno od osebnosti, pa od izkušenj, pa občutka tudi, ne, za ljudi. To je pol, pa gibljiv moraš biti, ne, sploh pri naših otrocih, ne. Ne samo prilagodljiv, gibljiv. Gibljiv ne v smislu popuščanja, ampak gibljiv, da v dani situaciji najdeš, poiščeš, kar zahteva še dodaten, bom rekla, trud, ne, drugačne načine, da spelješ stvari, ki navidezno lahko delujejo kot razvajanje, popuščanje, negotovost, ampak rezultat pa je potem, da prideš do rešitve, ne. Tako da, to, kot si prej rekel, ne, jaz mislim v družini, če
če zmoremo zagotoviti varen prostor v smislu, tukaj sem zate in lahko poiščeš pri meni zatočišče in lahko govoriš o čemarkoli te teži in te ne bom obsojal, te bom sprejel in bova skupaj poiskala rešitve, povedal bom svoje mnenje, kdaj tudi, ki ti mogoče ne bo všeč, sprejemljivo, ampak to je moj pogled in ti postavljam meje, za katere vem, da so zate varne. Če to uspemo zagotoviti, da ti otrok toliko zaupa, da tudi če bo nekaj katastrofičnega naredil, potem smo na konju. Tem smo vsi. Če bo to meni uspelo, bom zelo srečna. Ja. Petra, eno zelo intimno vprašanje zdajle na koncu. Kljub temu, da ste si kot najstnica želela biti mama, kljub vsem oviram, ki so se potem pojavile, nekim logičnim razlagam, zakaj ne, nekim razlagam, katerih nikoli pravzaprav niste odgovora dobili, šli na to pot, danes živite 11-letna deklica. A se vam zdi, da kljub vsem tem situacijam, ki so šle drugače, kot ste si jih v srednji šoli zamišljali verjetno, a se vam zdi, da polno živite kot mama? Jaz mislim, da je ta moj del potešen v tem aspektu. Jaz sem srečna, čeprav je bilo včasih zelo težko, v kakšnih obdobjih, dnevih. Ja, in tako z veseljem in radostjo gledam svojo hčerko in sem tudi ponosna nanjo, ker je tudi ona se mnogo potrudila in ponosna nase, da mi je uspelo, bom rekla, poskrbeti in vzgojiti otroka, da je ne bom rekla, kako bi rekla, talentiran, da goji talente, da ima neko življenjsko radost, da se mi zdi, da ima relativno zdrave moralne vrednote, da večinoma na zdrav način v odnosih deluje, čeprav se še uči, ima mnogo še učenja, vsak ima. Tukaj se mi zdi, da je to zelo potešeno. Tako da sem srečna, da jo imam, res. Še moža morava omeniti. Ja. Tudi on je bogatejši, tudi on je zaradi te zgodbe oba, pravzaprav srečnejši. Ja. Se lahko tako reče. Ja, da nas te odnosi, ko ustvarjamo celico, čeprav skozi druga vrata, na drugačen način, kot smo v srednji šoli morda mislili, Ja. nas to dela srečne in To je polne. priložnost je za graditi partnerski odnos. Rekla bom tako, v takih situacijah, ki so še na drug način zahtevnejše lahko, ali pa imajo večje izzive, se zlahka razvežeš ali pa razstaneš, greš narazen. In graditi odnos je kar lahko krepko delo. Izziv, Ampak če zraste, je odlično. Res. Tole je knjiga, naslovnica knjige moje današnje gostje. Po svoje. Mogoče je bila skromna, ki je rekla, da bi morala imeti še 1000 strani, da bi bila Biblija, ampak jaz vseeno se mi zdi, da je pa vendar neko izhodišče ali pa neka točka, iz katere je treba začeti, in če je nekje zbrano na nekem mestu nekaj dobrih misli, nekaj nasvetov, nekih koristnih naslovov, se mi zdi, da je to dober začetek za Biblijo. Ja. Tako da, Petra, hvala za to. Moje darilo za vas. Avemed, to so moji partnerji, ki mi pomagajo, da lahko delam to, kar delam, so en darilček za vas oziroma nekaj, da vas pocrklja. Hvala. Želim vam še naprej v polnosti živeti to vlogo mame in neskončno vesel in hvaležen, da sva mogoče tudi nekomu drugemu odprla, tudi s tem, da je nekdo to pot že prehodil oziroma da je nekdo že to pot naredil na ta način in da danes živi srečno življenje mame. Hvala lepa še enkrat. Hvala, Mark. Ja. Vas pa lepo prosim, da
še preden preklopite oziroma preden greste poslušat naslednjo oddajo, da se naročite na naš kanal, da kliknete sledi, všečkaj. Nič vas ne stane, ampak bo vam pa pravzaprav pomagalo, da boste lahko obveščeni o naslednjem gostu, da vas bo YouTube opozoril na to. Če pa nas poslušate na drugih platformah, prosim, lajkajte, komentirajte. Nam, ki ustvarjamo te podcaste, to neskončno veliko pomeni. Petra, še enkrat hvala in sreče.